Lepo pozdravljeni, moje ime je Marko Radovan in v tem videu vam bom na kratko predstavil metode izobraževanja starejših odraslih in pa dejavnike, ki vplivajo na izbor teh metod izobraževanja. Če začnemo najprej z dejavniki. Zelo pomembno je, da pred izbiro in uporabo neke metode mi kot mentori ali učitelji razmislimo glede nekaterih vidikov učne situacije udeležencev ali pa kakšne druge značilnosti izobraževanja, kakšna metoda bi bila najbolj primerna. In tukaj v strokovni literaturi v glavnem omenjamo 3 vidike uporabe metod. Prva je to, kakšne so značilnosti vsebine oziroma ciljev izobraževanja, ki ga pripravljamo. Druga, nekoliko več o tem malo kasneje. Druga je, kakšna je učna značilnost določene skupine, ki jo poučujemo oziroma s katero se srečujemo. Tretja pa so seveda sama prepričanja oziroma osebna filozofija mentorja oziroma učitelja, ki neko skupino vodi. Glede tega tudi nekoliko še kasneje. Kar zadeva ciljev in vsebin izobraževanja, moramo poudariti, da seveda ne glede na to, kakšna metoda nam najbolj ustreza osebno ali kako drugače, moramo seveda razmisliti o tem, kakšni so cilji izobraževanja, kakšne so značilnosti vsebine. Glede ciljev se v izobraževanju zelo velikokrat srečujemo z taksonomijo, ki je oblikoval psiholog Benjamin Bloom. On določa različne nivoje ciljev in seveda na najnižji ravni so učni cilji povezani z pomnjenjem nekaterih vsebin ali dejstev, na najvišji pa z vrednotenjem in celo ustvarjanjem nekih novih vsebin. Kako so cilji povezani? Seveda, če je naš cilj, da samo seznanimo udeležence za neko vsebino, mogoče lahko ta cilj dosežemo samo razlago, če so naši cilji in največkrat so tudi višji, se pravi, da bi radi, da udeleženci to, kar učijo oziroma jih poučujemo, tudi uporabijo, analizirajo, vrednotijo, bomo seveda temu prilagodili tudi metodo poučevanja oziroma izobraževanja. Druga zadeva je seveda sama povezana z vsebino. Nekatere vsebine že same po sebi, po svoji naravi narekujejo uporabo nekaterih metod. Seveda, če bomo poučevali oziroma učili starejše uporabo računalnikov, telefonov, bomo zelo hitro prišli do spoznanja, da morajo oni to praktično uporabiti oziroma jim bomo mi to praktično prikazali, ne bomo samo razlagali ali jim dali neko gradivo za brati in podobno. Se pravi, vsebine so lahko bolj abstraktne ali bolj konkretne, glede na to mi tudi prilagajamo oziroma sprejmemo neko odločitev glede same metode izobraževanja. Tudi druge dejavnike nekateri avtorji omenjajo, na primer, a je sama vsebina izobraževanja bolj ali manj motivacijska. Na primer, če je manj motivacijska, priporočajo uporabo metod, ki so bolj interaktivne, aktivne, kjer se sami udeleženci lahko poistovetijo oziroma aktivno sodelujejo pri obravnavi te vsebine in na ta način jim potem se spodbudi interes in motivacija. To mogoče je v izobraževanju starejših manj pogosta situacija, ampak vseeno, to je lahko en dejavnik, ki vpliva tudi na sam izbor metode. Kar se tiče samih učnih značilnosti starejših odraslih, to je zelo pomembno, kar zadeva izbor metod. Iz razvojne psihologije vemo, da starejši odrasli drugače pristopajo in odrasli na splošno drugače pristopajo k obravnavi ali pa k analizi nekaterih novih, na primer, vsebin, ki bi se jih radi naučili, tudi sami sebe vidijo oziroma svojo vlogo v izobraževanju drugače kot mladi in to seveda vpliva tudi na sam izbor metod. Druge in s tem povezane seveda spoznanja so povezana tudi z samimi izkušnjami z učenjem. Nekateri so mogoče po daljšem času vračajo v izobraževanje, so zato glede tega, ali bodo uspešni učenci ali ne, zaskrbljeni, tako da mi
načrtujemo in uporabljamo take metode, v bistvu, kjer jim ta sama metoda in pa proces izobraževanja daje neko povratno informacijo o tem, da so uspešne in že sam ta proces jih seveda potem motivira in spodbuja k nadaljevanju izobraževanja. Kar zadeva psiholoških potreb, to so zelo pomembne, mogoče še posebej pomembne v izobraževanju odraslih in še posebej v izobraževanju starejših odraslih. Dva ameriška psihologa, Richard Deci in Richard Ryan in Edward Deci sta razvila nek model, v bistvu, ki opisuje 3 temeljne metode, potrebe posameznika ali posameznice, se pravi potreba po avtonomnosti, torej jaz sam odločam in delam neke izbire. Druga je potreba po kompetentnosti, torej to, kar sem že prej omenil, se pravi, da imamo mi občutek uspešnosti pri svojem učenju. Tretja univerzalna potreba pa je potreba po pripadnosti oziroma povezanosti. Ta je v izobraževanju odraslih in še posebej v izobraževanju starejših odraslih še posebej pomembna. Veliko raziskav je pokazalo, v bistvu, da odrasli prekinjajo izobraževanje, če v bistvu nekako ne najdejo svojega mesta v učni skupini, v kateri se izobražujejo. Kar zadeva v bistvu samih učiteljevih oziroma mentorjevih pojmovanj o učenju, čeprav je to v bistvu neka stvar, ki je mogoče samoumevna ali pa mogoče celo intuitivna, veliko strokovnjakov priporoča, v bistvu, da učitelji oziroma mentorji naredijo neko samorefleksijo o tem, kaj pomeni izobraževanje odraslih ali pa starejših odraslih, kakšna bo vloga udeležencev, kakšna je moja vloga kot učitelja ali mentorja, in na ta način seveda oziroma ta prepričanja ali nekateri temu rečejo moja osebna filozofija zelo vpliva na izbor metode. Če v bistvu je moje prepričanje, v bistvu, da je vloga mentorja ali učitelja predvsem ta, da zelo natančno, sistematično predstavi neko vsebino, udeleženci pa se jo pač naučijo, bo pač metoda, ki jo bom izbral, drugačna od take, kot v bistvu, če mislim, da v bistvu bodo udeleženci sami pridobivali znanje in sami odkrivali v bistvu neka spoznanja, jaz pa jim bom ob tem v pomoč oziroma jim bom pomagal s svetovanjem ali jim bil predvsem nek mentor v tem procesu. Skratka, tudi ta prepričanja so nek del samorefleksije samega mentorja oziroma učitelja. Zdaj, če gremo na področje samih metod izobraževanja, različne klasifikacije se uporabljajo. Ena zdaj novejših in mogoče tudi bolj uporabnih in razumljivih je klasifikacija, ki jo je v bistvu ameriški andragog Ralph Brockett razvil, in sicer on deli metode poučevanja in izobraževanja glede na same cilje učenja in deli te metode na 3 različne skupine. Prve v bistvu so metode, katerih cilj učenja je predvsem spoznavanje neke vsebine. Tukaj so seveda najbolj klasična metoda, ki bi jo pač lahko našteli, metoda predavanja. Druge metode v bistvu so povezane z cilji, ki so bolj osredotočeni na urjenje nekih spretnosti oziroma pridobivanje nekih spretnosti. Tukaj on predvsem omenja določene simulacije, veliko praktičnih vaj in pač te metode, ki so povezane z neko aktivnostjo, in tudi poudarja, da tukaj so udeleženci najbolj aktivni. Za tretjo skupino metod pa pravi, v bistvu, da so značilne za tiste učne cilje, ki so povezane z razvijanjem določenih ali pa spreminjanjem določenih vrednot, stališč in podobno. Tukaj pa omenja kot najbolj tipično metodo diskusije, tudi metodo igre vlog, kjer v bistvu odrasli oziroma udeleženci izobraževanja na nek način preko ene sodelovanja, interakcije, dialoga pač predstavljajo, argumentirajo in spreminjajo na koncu koncev lahko tudi svoja stališča ali vrednote. Zdaj, tukaj ne pomeni, v bistvu, da mi samo pri predstavitvi nekih novih vsebin vztrajamo pri predavanju, v bistvu v izobraževanju odraslih že zelo dolgo avtorji poudarjajo ali poudarjamo, v bistvu, da so lahko te aktivne izkustvene metode v izobraževanju odraslih tudi osrednje metode, se pravi tudi za spoznavanje nekih novih vsebin. Ni nujno, da uporabimo metodo predavanja, lahko uporabimo kakšno drugo, bolj izkustveno metodo, ampak recimo, da nekje v povprečju ali pa najbolj tipično pa so pač neke bolj frontalne metode uporabljene za predstavitev nekih novih vsebin,
bolj interaktivne, aktivne metode pa so potem podporne oziroma pogosto lahko tudi osrednje metode, ki to novo vsebino tudi bolj utrdijo oziroma jo osvetlijo še z drugimi vidiki. Lahko bi zaključil, kar se tiče samih metod, ki jih imamo na razpolago in jih potem uporabimo pri samem izobraževanju oziroma srečanju z drugimi, mislim, z starejšimi odraslimi, je, da so najbolj primerne seveda za uporabo skupinske metode in tiste metode, ki so najbolj pač osredotočajo na deljenje in pa pridobivanje tudi novih izkušenj udeležencev in med avtorji v izobraževanju odraslih in andragogiki se najpogosteje omenja kot neka osrednja taka metoda, diskusijska metoda. Diskusijska metoda vključuje zelo veliko vidikov od tega, da se lahko preko diskusije spoznava nove vsebine, da se lahko preko diskusije ali ob diskusiji tudi pridobiva določene spretnosti. Tudi iz filozofskih, bom rekel, predpostavk izobraževanja odraslih se najbolj poudarja dialoškost. Že Knowles, eden od temeljnih avtorjev z področja andragogike, je rekel, da je izobraževanje odraslih na nek način vadnica nekih demokratičnih odnosov v družbi. In da je učna skupina odraslih tista najmanjša skupina odraslih, ki komunicira med sabo in te potem pač navade oziroma to kulturo dialoga potem prenašajo tudi v druge sfere, ne samo v izobraževanje. Kar zadeva same diskusijske metode, nekatere prednosti sem že poudaril. Pač razvija se in omogoča, ali pa praktično je predpostavka uporabe diskusijskih metod demokratičnost odnosov v skupini, torej odnosi so enakopravni ali pa čim bolj enakopravni, ne samo med udeleženci, ampak tudi med udeleženci in mentorjem oziroma učiteljev. Kar se tiče same komunikacije, seveda je komunikacija dvosmerna, ker se tukaj vedno argumentira in nekako zagovarja določena stališča, so udeleženci pri diskusiji aktivni in se na ta način tudi bolj identificirajo s samo temo in so posledično tudi bolj angažirani in motivirani, kot bi rekli pri izobraževanju. Kot ena od prednosti diskusijskih metod avtorji pač omenjajo tudi to, da se z uporabo te metode, sploh mogoče pri odraslih, ki niso vajeni toliko takih metod ali pa mogoče imajo nekoliko nižjo izobrazbo, da se pri njih razvija in uri ta sposobnost ali spretnost argumentacije lastnih stališč, kar je na primer za določene skupine odraslih zelo pomemben vidik ali pa cilj vsakega izobraževanja. Torej, med prednosti diskusijske metode so seveda, če smo omenili, da so odrasli tukaj bolj angažirani in bolj motivirani, se bolj identificirajo s samo temo, pomeni da so tudi rezultati učenja trajnejši in bolj poglobljeni. Omenil sem že, da se ob tem razvijajo ali pa spreminjajo ali pa vsaj razjasnjujejo stališča posameznikov, se pravi, to tudi se omenja kot ena od pomembnih prednosti diskusijske metode. Kar se tiče same priprave, z vidika mentorja ali učitelja, pravimo da tukaj se seveda samo glavna osredotočenost ne postavlja na samo pripravo vsebine, se pravi, ni nam potrebno zelo natančno določati, kako se bodo vsebine obravnavale, na kakšen način bomo zdaj mi predstavljali preko predavanja, mogoče s pomočjo različnih programov za predstavitev določene vsebine, ampak se mi poleg vsebine osredotočamo predvsem na moderiranje in usmerjanje diskusije, na delanje nekih povzetkov te diskusije, moramo biti bolj občutljivi na samo dinamiko znotraj skupine, se pravi, a vsi enakopravno sodelujejo, a so nekateri bolj odmaknjeni, marginalizirani v tej diskusiji in jih bi mi mogli spodbuditi k diskusiji, mogoče nekateri celo prevladujejo tekom te diskusije in drugim ne dopustijo, da bi prišli do besede. Skratka, fokus je tukaj
učitelja na nekaterih drugih v bistvu procesih, a ne pri sami predstavitvi vsebine in pa potem obravnavi te vsebine. Kdaj torej diskusijska metoda ne uspe? Kljub vsem prednostim in vsem priporočilom, ki jih dajemo v izobraževanju odraslih, naj v bistvu to poteka čim bolj dialoško, s čim bolj aktivnimi metodami, so seveda situacije in primeri, ko v bistvu uporaba te metode ne uspe. Poudarili bi lahko 4 glavne dejavnike, ki so med sabo do neke mere tudi povezani. Prvo v bistvu so seveda nerealna pričakovanja nas kot mentorjev oziroma učiteljev, če si v bistvu pri učni vsebini, ki jo želimo predstaviti oziroma posredovati udeležencem, oziroma bi radi, v bistvu, da jih udeleženci osvojijo ali razvijajo spretnosti, če so ta pričakovanja nerealna, se pravi, da se z določeno metodo ne morejo doseči ti cilji, bo ta uporaba te metode seveda ne uspešna. To ne pomeni v bistvu, da se moramo izogibati v prihodnosti uporabo teh metod, ampak pridobiti neko realno sliko, kaj je določeno metodo v določenem času in pri določeni vsebini ali ciljih določeno doseči. Druge 2 dejavnika sta zelo povezana z samimi značilnostmi učne skupine, v kateri delujemo. Udeleženci so lahko na začetku izobraževanja bolj pasivni oziroma dokler se ne poznajo, ne želijo se zelo izpostavljati ali sodelovati, lahko v bistvu imajo negativne izkušnje s takimi metodami in ne želijo sodelovati, kar pomeni, da če bomo mi v neko skupino, v bistvu, ki je še neoblikovana, se med sebojno ne poznajo ali imajo kakršnekoli zadržke pri uporabi diskusijske metode ali kakšne druge izkustvene metode, bo uporaba take metode neuspešna, v bistvu, ker udeleženci ne bodo sodelovali in bo pač čas, ki ga bomo porabili, da jih poskušamo zmotivirati za sodelovanje, mogoče izgubljen čas, ker na koncu tudi ne bomo dobili rezultatov, ki jih pričakujemo. Torej, vključujemo metodo diskusije in izkustvene metode v bistvu v skupine, ki so že izoblikovane, v bistvu, kjer je določena dinamika že razvita, v bistvu so udeleženci sproščeni in v bistvu mi kot učitelji ali mentori zaznavamo, da oni želijo sodelovati, aktivno sodelovati v procesu izobraževanja. Velikokrat je problem neuspešnosti uporabe takih metod tudi v tem, v bistvu, da se na začetku pravila ali diskusije ali diskutiranje ali kakšne druge aktivnosti ne določijo. In potem seveda lahko diskusija zaide v neka področja, ki sploh niso povezana z vsebino, lahko v bistvu pride do neke dinamike v skupini, da nekdo prevladuje v diskusiji in ga mi ne znamo, bom rekel, ustaviti oziroma ne znamo spodbuditi druge, v bistvu, da bi sodelovali. Vse to lahko mi z določenimi metodami, ki so znane, v bistvu, ki so že v uporabi in v literaturi naštevajo. Vseh teh zapletov se pač lahko izognemo, v bistvu, če že na začetku možne probleme predvidimo in jih za določenimi pravili, v našem primeru diskutiranja, pač se jih izognemo.